Mi da gremo enkrat v Kranjsko goro kolesart, ker imamo prijatelje, ki zdravo živijo in smo rekli, gremo tudi mi da zdravo živeti, gremo v Kranjsko goro in naložimo 2 bicikla v zadnjih v kuferan, prtljažnik avtomobila, pridemo v Kranjsko goro, najamemo apartma in potem, tako kot pravi Slovenci, gor pajkice, ne, in gremo mi kolesart po Kranjski gori. Vsi, ki ste že bili v Kranjski gori, veste, da je tam taka čudovita pot kolesarska, ne vem, kam gre, vem samo, da gre nekam par kilometrov dol na jug, nekam dol, ne. In mi da se greva pelat in brez kondicije, 0 kondicija, ne. Jaz sem sicer na kmeti gor zrastel, tako da imam kondicijo, ker sem celo življenje se s kolesom vozil, ampak mestna dekleta je pa niso imela tok, ne. In mi dva prideva do te kolesarske poti in se vozima. Kilometer, 2 lepo dol, veš, malo zagoniš, pa se kar samo od sebe peleš. Jaz vsak kilometer vprašam Kristi, a je dost? Ne, veš, koliko je meni fajn, jaz tukaj uživam. In ok, 2 kilometra, 3 kilometre, 4 kilometre dol, ne, kamot, čisto rahlo gon ima in ona še kar uživa. In pridemo do konca, ne vem, koliko je že bilo to kilometrov, sem že pozabil. Rečem, zdaj pa dost, mi da moramo še nazaj priditi. In ona, kaj? Ja, mi da moramo nazaj priditi v apartma v Kranjsko goro. A ja. In potem ona obrne bicikl in začne goniti po 200 metrih. Jaz ne morem več, mene noge bolijo, jaz nimam kondicije. In kaj sem jaz mogel delati? Rino sem jo 6 kilometrov v hrib v Kranjski gori z desno roko in gonil za oba. Ej, to je bilo toliko neplaniran, zdaj to zdaj si zagovoril. Ampak veš, kaj sem jaz pogruntala point vmes? Ne. Če hočeš v življenju se uspenjati, se moraš truditi pa goniti, ali pa najdeš neko budalo, Katarina.